Na Brdu pri Kranju je danes potekala redna seja vlade Republike Slovenije, na kateri se je vlada, tako kot vsak teden, seznanila z aktualnimi epidemiološkimi razmerami in izvajanjem ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Na seji vlade sta poročala minister za zdravje Tomaž Gantar in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Vlada je bila osredotočena na načine testiranja, število novih okužb, vdove v domove starejših občanov in VDC-je in na trenutne ter bodoče razmere v bolnišnicah. S področja dela Ministrstva za zdravje je vlada sprejela stališče o sporočilu Evropske komisije, pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19. Omenjeno sporočilo komisije Slovenija pozdravlja, saj se zavzema za pravočasen dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv. Prav tako je v stališču izražena naklonjenost do podpore Evropske komisije pri logistiki cepiv COVID-19. Vlada je potem sprejela tudi odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki uvaja začasne ukrepe na področju izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podrobnosti so zapisane v sporočilu za javnost Ministrstva za zdravje. Na vladi je bila danes sprejeta tudi odločitev o podaljšanju naslednjih ukrepov. Za 7 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev, ki se nanašajo na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, na začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, na začasno prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom. Za 14 dni se podaljša uporaba ukrepov in omejitev vezanih na odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Vlada je na današnji seji sprejela tudi sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, skladno s 6. odstavkom 83.a člena Zakona o sodiščih, s čimer se začasno ustavijo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni zakonom. Podaljšanje in morebitna dopolnitev drugih že do zdaj veljavnih ukrepov je še v usklajevanju. O njih bo vlada odločala po končanem usklajevanju, na morebitna druga dodatna vprašanja pa bom odgovarjal po nastopu našega gosta. Z nami je danes minister za finance Andrej Šircelj, ki bo predstavil odločitve vlade vezane na prerazporeditev sredstev iz proračuna za namen obvladovanja epidemije in njenih posledic. V nadaljevanju pa svoje predstavitve pa se bo dotaknil tudi predloga zakona o davku na motorna vozila. Gospod minister Andrej Šircelj, prosim za vašo predstavitev. Vlada je danes odločila, da prerazporedi sredstva proračuna predvsem za financiranje stroškov oziroma odhodkov, ki so povezani z COVID epidemijo. Tako bodo dodatna sredstva prerazporejena Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za šolstvo, Ministrstvu za notranje zadeve. Poleg tega je vlada sprejela predlog zakona o davku na motorna vozila. Predlog zakona o davku na motorna vozila pomeni znižanje davka na motorna vozila, tako avtomobile kot motorna kolesa, za zelo veliko večino vseh modelov avtomobilov in motornih koles. Ta davek, ki danes temelji tudi na vrednosti vozila, ki temelji predvsem na moči motorja, se bo spremenil, in sicer tako, da bo osnovni in najpomembnejši kriterij emisijski standard, kar pomeni, kakšno je onesnaževanje, vrsta goriva, izpust CO2-ja, do določene mere tudi moč motorja. Električna vozila ne bodo obdavčena oziroma za njih velja
davek nič. Z drugimi besedami, Slovenija s tem davkom dejansko udejanja prvič, da je treba motorna vozila obdavčevati v skladu z evropskimi standardi. To pomeni, koliko v odvisnosti na okolje oziroma onesnaževanje okolja. In drugo, da bistveno znižuje vse obdavčitve za veliko večino motornih vozil. Po sedanjem zakonu, ki še ne bi veljal do 31.12., bi znašal povprečni davek za motorna vozila 460 evrov. Govorim o povprečnem davku. Po novem predlogu zakona naj bi znašal oziroma bo znašal povprečni davek 160 evrov. To dejansko pomeni skoraj trikratno manjše davčno breme. Glede na to, da se ukinja tudi poseben dodatni luksuzni davek na motorna vozila, lahko rečem, da motorna vozila, avtomobili niso v Sloveniji več nek davčni nasprotnik ali pa davčno preobremenjeno blago oziroma vozila, ker za to pravzaprav ni nobenega razloga danes. Tudi zato, ker vozila so popolnoma normalno blago, ki ga danes uporablja velika večina ljudi in s tem dejansko je obdavčeno to vozilo v odvisnosti izključno onesnaževanja okolja, ne pa več glede na vrednost vozila. Pri tem davku bodo veljale tudi določene oprostitve, tako ne bodo obdavčeni starodobni avtomobili oziroma vozila, ne bodo obdavčeni vozila oziroma motorna vozila, ki se uporabljajo za šport, intervencijska vozila, velike družine, to so tiste družine, ki imajo 3 ali več otrok, ne bodo plačevale tega davka. Za avtomobile oziroma motorna vozila, ki jih bodo kupovale enkrat v 3 letih. Poleg tega ravno tako ne bo obdavčena vozila, s katerimi se vozijo invalidi. Odmera davka bo poenostavljena, predvsem zaradi tega, ker FURS, finančna uprava, uporablja že podatke v elektronski obliki. Še vedno bo davek plačan na podlagi odmere. Vsak bo lahko plačal ta davek v največ 30 dneh. Sedanji davek na motorna vozila predstavlja v državnem proračunu 45 milijonov. Mi ocenjujemo, da bo po novem tega finančnega učinka okoli 16 milijonov. Bi pa ob tem poudaril še nekaj. V letošnjem letu je tudi zaradi epidemije potrošnja prebivalstva upadla, tudi na področju avtomobilizma. Statistični podatki kažejo, da je prodaja avtomobilov danes približno ima indeks med 83 in 85 glede na leto 2019, kar z drugimi besedami pomeni, da dejansko pomeni manjša potrošnja, manjša prodaja avtomobilov. Nekatere države so zaradi manjše potrošnje prebivalstva tudi znižale tako imenovane posredne davke. V Sloveniji smo se odločili, da bistveno znižamo za veliko večino avtomobilov in motornih koles ta poseben davek oziroma enega celo, se pravi tega posebni luksuzni davek celo ukinemo. S tem Slovenija stopa tudi na pot tistih držav, ki skrbijo tudi z davčno politiko za okolje in nenazadnje to okolje tudi varujejo. Res pa je, da glede na to, da so bila
v sedanji ureditvi, ki naj bi veljala do 31.12., bolj obdavčeni tako imenovani dragi avtomobili, bo seveda zmanjšanje davka pri posameznih modelih avtomobilov različno. In tisti, ki so bili sedaj bolj obdavčeni, bodo po novem bistveno manj obdavčeni glede na davek, ki ga plačajo po stari ureditvi. Tukaj mislim, da če vzamemo kriterij okolja oziroma varovanja okolja, je to popolnoma razumljivo. Tukaj bi rad tudi omenil, da v samem zakonu, če govorimo o enem izmed kriterijev kot vrsti goriva, in če vzamemo vrsto goriva Euro 4 v primerjavi z gorivom Euro 6D, potem je razlika pri bencinskih avtomobilih v davku 490 evrov in pri dizelskih avtomobilih 735 evrov. To tudi dejansko kaže, kakšna je razlika pri obdavčitvi avtomobilov, ki različno onesnažujejo okolje.